Palomar, Palomar, Palomar. Palomar. Evo, pilot je pripravljen, čez 5 minut štartamo. Kako je bilo na izletu? Sama ti bom takole povedala. Včasih je dobro, da gre človek malo po svetu, da vidi, kako dobro živimo Slovenci. Visoke plače, dragi avtomobili, razkošne večerje. O katerih Slovencih tukaj govorimo? Ja, o Slovencih v Kanadi. Razumem. A ja, pa še enkrat se upravičujem, ker nismo uspeli zrihtati helikopterja. Baje, da ne more preleteti čez Atlantik. Sej vladni Falcon bo tudi v redu. Nekaj časa moramo itak dajati vtis, da smo skromni. Seveda. Aha, ko smo že pri tem, zunanje ministrstvo nas prosi za eno uslugo. Se bomo ostali v Washingtonu, da rešimo Melanijo? Ne, to smo dogovorjeni, da nam ona da znak. Kaj pa pol? Šparamo sredstvi. Nekdo na vladi je vsem obljubil božičnico, tako da si boste mogli deliti prevoz. Pozdravljena, Nataša. Živjo, Tanja. Kaj pa ti v Ameriki? Šla sem v New York, da bojkotiram govor izraelskega premijeja Netanjahuja. Se pravi, ti si priletela sem, da potem nisi šla na govor. Točno tako. Tukaj imam tudi jaz rahle težave. Glede na to, da niste šli v dvorano, a potem pišemo potne stroške? Seveda. To je nagrada za mojo izjemno hrabrost. No ja, če si kdo zasluži nagrado za hrabrost, potem sem to jaz, ker si edina drznem povedati resnico. Resnico? Kaj pa ti veš o resnici, Nataša, ha? Si bila kdaj v Gazi? No, kot da ti si pa blag, da je, Tanja, no. No, mogoče grem pa ravno zdaj. No, mogoče grem pa s tabo. Se upravičujem, nisem čisto sledil. A moramo spremeniti smer? Če ona zam? Sem tudi jaz. Ok, bom uredil. Samo vmes bomo mogli prestopiti. Prav. Greta, we support your fight. Good luck. Če ohranimo hitrost, bomo do večera na kopnem. Če preživimo, seveda. Glej, Tanja, če si premislila, jaz te popolnoma razumem. Nataša, jaz si nisem premislila, ja? Ampak če si pa ti, razumem in lahko greva domov na varno. Nikakor. Zaradi tebe. Bojim se, da je malo prepozno za spremembo smeri. Jaz bi vam samo rekel, da vaju absolutno podpiram. Hvala. In da ste od tukaj naprej sami. Adijo. Tanja, naj te ne skrbi. Vedno lahko pošljeva varnostno opozorilo Slovencem. Ja, to je res, Nataša. Ampak kaj, ko ga noben ne dobi